Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v Velikem Travnu, ki se je že prevesil v drugo polovico. Ledeni možje, ki so na programu ta teden, s severnim vetrom dodobra ohlajajo ozračje in upajmo, da bodo prevetrili tudi nekatere preveč razgrete glave na slovenskem političnem parketu. V tem mesecu bodo tudi volitve v Evropski parlament, kar posledično pomeni prerivanje tudi na slovenskih kandidatnih listah. O bogatem dogajanju pa poročamo tudi iz domačega okolja, kjer je parada učenja pritegnila veliko obiskovalcev in ponudila številne ideje, kako obogatiti znanje in pridobivati izkušnje za življenje. Bilo pa je še tudi nekaj drugih dogodkov, ki smo jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna, zato vabljeni k ogledu. Bistriška ljudska univerza predstavila mnoge vidike učenja za vse generacije. Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica izvedlo volilno konferenco. Knjižnica gostila vsestranskega kulturnega delavca Tonija Gašperiča. V bloku Evropske volitve 2014 predstavljamo nosilce posameznih kandidatnih list za slovenske poslance v Evropskem parlamentu. Policisti obravnavali 16 kaznivih dejanj in 22 prometnih nesreč. V rubriki Lokalne novice smo se sprehodili med stojnicami parade učenja, prisluhnili humoristu Toniju Gašperiču in se udeležili volilne konference slovenskih častnikov. V petek 9. maja je Bistriška ljudska univerza organizirala tako imenovano parado učenja, ki sodi v sklop tedna vseživljenjskega učenja, ki poteka v Sloveniji že od leta 1996. Poznajo pa ga tudi druge države Evropske unije. Kaj je pravzaprav vseživljenjsko učenje? Gre za dopolnjevanje znanj in izkušenj za vse generacije, tako za tiste v tretjem življenjskem obdobju, kot za tiste, ki iščejo zaposlitev, za osnovnošolce in srednješolce, študente in vse, ki želijo obogatiti svoje življenje. Programi vseživljenjskega učenja se po regijah nekoliko razlikujejo. Skupni imenovalec vseh pa je nuditi posamezniku dostop do informacij in znanj v hitro se spreminjajočih razmerah tudi na trgu dela. Letošnji slogan tedna vseživljenjskega učenja je učenje za življenje. Svoje znanja pa so na osrednjem bistriškem trgu predstavile vse generacije. Na prireditvenem prostoru se je na 11 stojnicah predstavilo 28 društev, podjetij, posameznikov, javnih ustanov in šol. Na trgu se je plesalo, igralo, udeleženci so predstavljali stare obrti, sodobno glasbo in ples, borilne veščine, poklicne in izobraževalne možnosti, bralno kulturo in druge oblike učenja.
Vsak obiskovalec pa se je lahko vključil v dogajanje na paradi. Pokrovitelj dogodka je bil župan dr. Ivan Žagar, prišli pa so tudi številni gosti. Uvod v parado učenja pa je bila okrogla miza na temo Izobraževalni izzivi v lokalnem okolju, kjer je tekla beseda o ponudbi in povpraševanju, o dobrih idejah, ki lahko prinesejo drugačne rezultate, o povezovanju znanj in v evropskih ter nacionalnih strategijah. Prav tako v petek 9. maja je potekala v bistriški vojašnici volilna konferenca območnega združenja slovenskih častnikov, ki mu je 2 mandata predsedoval Iztok Šoštar. Konference so se udeležili tudi častniki iz Šmarja, veterani vojne za Slovenijo, Društvo Sever, predstavnik bistriške vojašnice, predsednik Zveze slovenskih častnikov Alojz Štajner, podžupan Stanislav Mlakar in drugi gosti. Za predsednika območnega združenja slovenskih častnikov je bil izvoljen Karl Mali, funkcijo podpredsednika pa bo opravljal Iztok Šoštar. Na konferenci so bila podeljena tudi priznanja, in sicer so jih prejeli Mijo Šagi, Franc Pavlič, Franc Školč in Drago Mahorko. Častni znak je šel v roke Borisu Pavliču, Samu Gubenšku in Matjažu Luknerju, najvišje priznanje plaketo pa je prejel novi predsednik Karl Mali. Bistriška knjižnica je v ponedeljek 12. maja gostila Tonija Gašperiča, Belokranjčana, ki ga mnogi poznajo kot voditelja Veselega tobogana, radijskega voditelja, pisca humoresk, pisca besedil za narodno in narodno-zabavno glasbo, scenarista, radijskega voditelja in kulturnega delavca, predvsem pa humorista, ki zelo subtilno opisuje družbene razmere. Za žlahtni humor je lani prejel tudi Ježkovo nagrado, in sicer po pisatelju, igralcu, režiserju in humoristu Franu Miličinskem Ježku. Potem sem imel srečo, da sem hodil na učiteljišče, kjer smo imeli tudi dramatski krožek in smo se veliko pojavljali na odru. Takrat sem tudi v 3. letniku novomeškega učiteljišča prvič nastopil tudi na televiziji, to je bilo 5. maja, mislim da 25. maja, na Titov rojstni dan. Bilo je leta 63. V Filharmoniji je bil nek program za Titov rojstni dan in takrat sem nastopil kot humorist tudi jaz, pa Milena Zupančičeva je prvič recitirala neko pesem o Titu, zmotila se je na odru, televizijski prenos, ona je bila zelo razočarana, jokala se za odrom, kar teklo je z nje, potem je Marjana Gržaj nekaj pela, pa mislim, da je Slovenski oktet nastopil. Skratka, takrat sem se prvič pojavil na televiziji, potem je pa to se kar nekako začelo vrteti kot kepa snega, ko jo vrže še mehna, čim bolj teče po bregu, se veča. In tako sem prišel tudi na Veseli tobogan. Urednica Božena Novakova se je zapomnila moj nastop, še pol sem jih nekaj na televiziji imel, in ko sem prišel študirati v Ljubljano na Pedagoško akademijo, me je srečala pred nami in je rekla, joj, ker nisi ti ta pa tam, se neko sem, pravi, imamo to oddajo otroško, Veseli tobogan, Frane Miličinski Ježek, ki je nastopal, pa je nekaj bolan, pa zdaj iščemo drugega humorista, bi bili vi pripravljeni prevzeti to vlogo. Sem rekel, bi, čeprav ne vem, kaj bom počel na tem Veselem toboganu. In ta zgodba je potem trajala 40 let. Jaz sem bil na oddaji Veseli tobogan 40 let, to je bila radijska oddaja, v 60-ih, 70-ih letih tudi televizijska oddaja, v različnih oblikah sem nastopil, najprej kot nečak tete Mare, potem sem tudi vodil Veseli tobogan nekaj let, potem sem sodeloval v neki žiriji Veselega tobogana, skratka v različnih oblikah sem nastopil na tem Veselem toboganu, hkrati pa da tudi na vrsti oddaj, ki jih je imela televizija in radio, Ljudje in zemlja, Spoznajmo svet in domovino, Pokaži, kaj znaš, Vi izbirate, jaz izberem,
kaj je še bilo, zavrtite, uganite, pa ne vem, kaj še vse je bilo, tako da sem se kar pogosto pojavljal na radiju in na televiziji, pa tudi po različnih časopisih sem pisal, celo v Komunista sem pisal, kar je bilo za tisti čas nenavadno, da so se moje humoreske, ki so bile družbeno-politično kritične, da so se pojavljale v takšnem časopisu, kot je bil Komunist, glasilo vladajoče partije. Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne, ki je za seboj pustila milijone mrtvih. Številnim dogodkom, s katerimi po svetu in v Sloveniji zaznamujejo leta velike morije, se je pridružil tudi Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. V torek 13. junija je izvedel predavanje z naslovom Prva svetovna vojna. V dvorani Bistriškega gradu je o vzrokih in posledicah tega tragičnega obdobja zgodovine predaval dr. Ferdinand Scherbel. Kot je rekel, Mladoturška revolucija, Avstro-Ogrska se priključi Bosno in Hercegovino, 11. Italija napade Libijo in takrat, ko 11. Italija napade Libijo, se Bolgarija, Srbija, Bolgariji, Srbiji, smrtni sovražniki, se so Bolgariji potokli Srbe naslivnice leta 1885. To so potem kar malo pozabili, se združijo in izbruhne leta 12 Prva balkanska vojna. Vidite, vse to so bile stopničke do usodnega datuma v leto 14. In pride do Prve balkanske vojne, skupno z Grki, Bolgari, Srbi, Črnogorci udarijo proti Turkom in vsak vzame svoj kos pogače. V sredo 14. maja so se na 23. redni seji sestali svetniki občinskega sveta Slovenska Bistrica. Po potrditvi spremenjenega oziroma dopolnjenega dnevnega reda so nadaljevali z delom in v uvodnih točkah sprejeli in potrdili program dela občinskega sveta za tekoče leto ter obravnavali tudi dolgoročni načrt, ki ga je pripravil Razvojno-informacijski center. V prvem branju so obravnavali in potrdili tudi nekaj odlokov. Med njimi tudi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda in oskrbi z vodo ter odlok o ureditvi meje med občinama Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Potrdili so tudi investicijske programe za obnovo vrtcev Zgornja Polskava in Zgornje Poljčane. V okviru spremenjenega dnevnega reda so obravnavali tudi stališče oziroma sklep državne oziroma okrajne volilne komisije o zmanjšanju volišč na območju občine Slovenska Bistrica. Razprava je povzročila nemalo polemičnih tonov. Ugotovljeno je bilo, da je bilo število volišč v občini že zmanjšano in da zmanjšanje nikakor ni sprejemljivo. Evropske volitve in referendum o arhivih bosta tako potekala v okviru zmanjšanega števila volišč. Za parlamentarne in lokalne volitve pa je bil sprejet sklep, da se na državno oziroma okrajno komisijo v zvezi z zmanjšanjem oziroma ukinitvijo volišč naslovi protestna nota. Ob zaključku so svetniki obravnavali še kadrovske in premoženjske zadeve ter poročilo o delu javnih zavodov. Na koncu so se po točko informacije seznanili še s pojasnili o delovanju javnega zavoda za KTV in informiranje ter ugotovili, da bo potrebno v času po lokalnih volitvah v novem sklicu občinskega sveta ustrezno urediti in regulirati status zavoda. Zdaj pa če kar pri tej točki malo še nekatere stvari pojasnil, za mene tudi ni bilo točno jasno, kaj bi naj mi pripravili, ker razen tistega pisma in pojasnila, ki smo ga mi tako vam posredovali, pa še ostale dokumentacije, je to tukaj pod informacije. Moram pa reči, da je bilo to vprašanje tudi sicer odprto na odboru za gospodarstvo, v tem smislu, da se menda pričakovalo, da bi naj to stvar urejali z odlokom, pa tudi eno tovrstno mnenje smo dobili iz strani Ministrstva za notranje zadeve. Vendar, kar se tiče tistega pisanja, tam bomo še mi zahtevali neka dodatna pojasnila. Kar zahteva pa sicer, torej te debate je potrebno tak odlok pripraviti. Zdaj jaz mislim, jaz sem prepričan, da tega odloka ni mogoče pripraviti v 2 dnevih. Jaz vam lahko povem, da ga tudi ne bo mogoče verjetno pripraviti v 1 mesecu ali pa 2 mesecih. Ampak, čeprav s tem nima težav, da se tudi to na tak način ureja, mogoče ga bo verjetno pripraviti kar čez nekaj časa, to pa zaradi tega, ker je situacija ali pa kar zadeva posameznih zadev s tem dokaj zahtevna, tudi iz pravnega vidika, in tudi ne verjamem, da vsi pravniki, ki so danes tu prisotni, težko specialno odgovarjajo na ta vprašanja. Zdaj pa še samo, kar se tiče statusa oziroma sploh tega našega zavoda. Zdaj zavod je bil ustanovljen
vse ne vem točno kdaj nazaj, to se z dokumentacije vidi, ne, na pobudo pravzaprav društva, ne, za upravljanje z kabelsko. Takrat, ko je bilo potrebno nekaj z to kabelsko narediti ali lastniti, kako drugače opredeliti, takrat je društvo prišlo s to pobudo, da pač ustanovimo ta javni zavod. Ta zavod je bil ustanovljen takrat z aktom, torej s to pogodbo, ki je po moje seveda, pa tudi nihče ni temu osporaval, popolnoma ustrezala. Ne nazadnje, kar se tiče tisti, ki so strani društva delovali, so bili tudi vidni člani vaše stranke oziroma predhodnice predvsem. Ampak dobro, vse s tem ni nobenih težav. No, mi smo takrat potem na podlagi vseh teh dogovorov, pogajanj tudi z društvom, ne, pa potem soglasno seveda, tako kot je bilo opredeljeno v pogodbi, stvari uredili, ustanovili ta zavod in zavod je bil potem tudi bil v tem delovanju, mislim, da je bila več ali manj tudi na občinskem svetu takrat soglasna odločitev. Zdaj, kasneje je seveda prišlo do te odločitve, da se pač sam sistem dal zakup, ne. No, kasneje pa seveda se je postavilo to vprašanje, kar se tiče samega statusa zavoda, ki se problematizira, nekaj gre za vprašanje, ali je to zavod ali javni zavod, ne. Zdaj, iz te dokumentacije, ki ste jo videli, veste, na kak način je registracijsko sodišče opisalo zavod kot javni zavod, tako da v tem trenutku je za nas javni zavod, ne, vse drugo ne more biti, ne. Mene sicer čudi, ne, vseeno povedati, ne, da če je že to 6-7 let, ne, da se ni ta točka že davno prej sprožila, ne, ker bi že lahko te stvari urejali. Zdaj, kar se pa tiče urejanja tega, ne, je pa treba zavedati tega, ne, da z odlokom, predemo sploh lahko odlok sprejeti na javnem zavodu, bo treba marsikaj urediti, ne. Najmanj 3 stvari so pomembne, ne. Najprej bo treba sve urediti razmerja z društvom, ne, oziroma sploh videti, kako je z statusom kabelska in s tem premoženjem, kakve vrednosti in tak naprej, ne. Druga stvar, ki je s tem povezana, je povezana verjetno z zakupom, ne. Nenazadnje je zavod dal sistem v zakup, ne. In bo verjetno treba tudi z zakupnikom razmerja urejati, ne, pa nenazadnje imamo tudi tu nekaj zaposlenih, ne. Vse ta 3-4 vprašanja so temeljna, ki bo treba predtem, ko bo sploh možno kakršenkoli odlok predlagati na sejo, seveda urediti, ne. Drugače jaz nimam težav, da se te stvari urejajo. Zdaj jaz ne morem tem tudi niti soditi, ne, na kak način je bilo posredovano takrat to stališče pač oziroma ta podatek registracijskem sodišču, da je pač pisano, nekaj si bil takrat prisoten, to je takrat prejšnja županja uredila, ne. Zdaj, kar se tega aktivnosti tiče, jaz lahko to povem, da lahko mi k temu pristopimo, ne. Je pa res, da verjetno v tem mandatu tega ne mogli urediti, ne. Zato, ker je dokaj veliko zapletenih pravnih vprašanj, ki so s tem po moje povezane, ne. Ker gre tu potem za sam status društva, ki zastopa v bistvu zasebne ustanovitelje, ne, in tak naprej, ne, in se kar nekaj pravnih dilem že v tem trenutku poraja. Mi smo tudi pridobili mnenje od pravne fakultete, ki tudi ni dalo zelo jasnih odgovorov v tistem mnenju. Vse te dokumente je še možno posredovati. Kar zadeva pa vse to, kar je pa ministrstvo posredovalo, bomo pa mi še dodatno nekatere stvari poprašali tudi z naše strani. Teda to je zdaj razlog, da je pač stvar taka kot je. Ne vem, kaj bi se danes lahko v tej razpravi dodatno pač doreklo, ne, mogoče tudi kaj, ne, pa verjetno težko, če ni podlage za razpravo, ne. Teda, kar se zaveze tiče v tem smislu, ne, da se bo pristopilo k vsem tem pravnim postopkom, tu vam je še lahko jaz enkrat ponovim, ne. Toliko moče v pojasnitev, ne, kar zadeva vse tega dela. Ne. Sicer pa je bilo mogoče potek seje spremljati tudi v neposrednem televizijskem prenosu. Evropske volitve 2014. V ponedeljek 12. maja je občinski odbor Državljanske liste Slovenska Bistrica Poljčane Makulejno Plotnica v predporočni dvorani gradu Bistrica pripravil okroglo mizo, v okviru katere so se predstavili kandidati Državljanske liste za volitve v Evropski parlament. Po uvodnem nagovoru in pozdravu predsednika občinskega odbora stranke Ivana Pristovnika je predsednik Državljanske liste in minister za notranje zadeve ter javno upravo Gregor Virant nanizal nekaj misli v zvezi s trenutno notranje politično situacijo in ocenil dosedanje delo in sodelovanje stranke v koaliciji. Okrogle mize so se udeležili tudi nosilec liste za evropske volitve in minister za pravosodje Senko Pličanič ter nekaj državnih poslancev in kandidatov stranke za evropske volitve.
V nadaljevanju so razpravo popestrili s svojimi vprašanji tudi posamezniki iz občinstva. Okroglo mizo so zaključili z neformalnim druženjem in manjšo zakusko. Evropske volitve 2014. Policisti bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 16 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, poškodovanje tuje stvari, ponarejanje listin, 2 zatajitvi, 1 grdo ravnanje, goljufijo, prikrivanje in 1 zlorabo osebnih podatkov. Pragersko. Iz pisarne nekega podjetja je neznanec odnesel rednike z dokumenti vozil, denar in ključe vozil ter podjetje oškodoval za 4000 evrov. Slovenska Bistrica. Iz spalnice odklenjene hiše je nepridiprav odnesel 2 denarnici z gotovino in dokumenti, lastnico pa oškodoval za 150 evrov. Občan je želel registrirati osebni avtomobil, ki naj bi ga kupil v Belgiji. Na tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo ukradeno v Belgiji. Oplotnica. Iz novogradnje je neznani tatič odpeljal keramične ploščice, lepilo, fugirno maso, kosilnico, akumulatorske vrtne škarje in stroj za glajenje zidov. Škoda je za 2300 evrov. Preloge. Neznani storilec je ponoči vlomil v 2 skladišči in odpeljal 150 rabljenih pnevmatik in 2 kosa električnega orodja. Škoda je za 10 000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 22 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 35 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat. Zaradi udara strele so obravnavali na elektroinštalacijah stanovanjskih hiš 3 manjše požare. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Naj vam ledeni možje s kislo zofko ne pokvarijo majskega razpoloženja in načrtov, ki jih gotovo imate. Pa srečno do prihodnjega tedna.